Lep pozdrav, dober dan. Danes smo vas povabili, da bomo posredovali nekatera stališča vodstva Slovenske vojske oziroma Ministrstva za obrambo v povezavi z napovedanim shodom Sindikata vojakov Slovenije in tudi v povezavi z nekaterimi bombastičnimi naslovi danes v nekaterih medijih, da bo Slovenska vojska jutri na cestah in da je v Slovenski vojski kaos. Takšne ocene in takšna namigovanja v Slovenski vojski v celoti zavračamo. V vodstvu Slovenske vojske menimo, da je pozivanje vojakov enega od sindikatov, ki po nam znanih informacijah in vedenjih predstavlja le 10% ali pa manj kot 10% zaposlenih, neodgovorno in nelegitimno dejanje. In verjamemo, da se pripadniki Slovenske vojske, ki ne sodijo v skupino članov Sindikata vojakov Slovenije, takšnega shoda ne bodo udeležili in da takšno pozivanje dejansko škodi ugledu Slovenske vojske, še posebej pa ugledu vojaške profesije in ugledu profesionalnega vojaka katerikoli vojske. Poklic slovenskega vojaka opravljajo odgovorni častniki in častnice Slovenske vojske in prepričani smo, da se ob takšnih pozivih lahko počutijo tudi nelagodno, ko nekdo govori v njihovem imenu. Mi smo organizirana vojska, ki smo v preteklih 20 letih dokazali, da izvajamo naloge profesionalno, odgovorno, tako doma, kakor tudi v tujini na mednarodnih operacijah in misijah. Nenazadnje pa nam slovenska javnost v zadnjih 15 letih ali pa celo zadnjih 20 letih namenja zelo veliko stopnjo zaupanja in prepričan sem, da takšni tudi smo. V vseh letih smo opravljali velike kakovostne premike. Nismo stali na mestu, kajti vojske se prilagajajo razmeram v svetu, predvsem pa se prilagajajo potrebam za obrambo domovine. Če se spomnim, kakšna vojska je bila pred 20 leti in kakšna vojska je danes, potem verjetno takšne razlike ni potrebno opisovati. Ko pa opravljaš kakovostne premike, ali kvantitativne ali kvalitativne, je pa jasno, da je potrebno pri tem vložiti veliko dela, da je potrebno pri tem ugotavljati to, kar poklicni vojak za kakovostno upravljanje nalog za obrambo domovine mora obvladovati in to smo tudi v zadnjih letih počeli. Še posebej v zadnjem času, ko smo izvajali tako imenovano procesno konsolidacijo, v kateri smo skladno s formacijo oziroma v kateri smo izdelali za celotno ustroj Slovenske vojske nove formacije, ki odsevajo kompetence, ki jih posameznik oziroma ki jih posamezno delovno mesto mora zajemati, kar pomeni, da če hočeš opravljati dolžnost poklicnega vojaka, vojakinje, moraš biti ustrezno usposobljen, moraš imeti visoka specialistična znanja in teh znanj v preteklih letih še vsi niso uspeli pridobiti. Ali pa, da smo s profesionalizacijo in s vključevanjem v različne integracije tudi spoznali, da moramo ta znanja dopolniti oziroma dopolniti takšna znanja. V preteklih letih smo skladno z zakonom o službi Slovenski vojski opredelili tudi posamezna delovna mesta kot specialistična delovna mesta. In tem specialističnim delovnim mestom, ki so jih opravljali pripadnice in pripadniki, je skladno z njihovo posebnostjo pripadal tudi dodatek za opravljanje teh bolj zahtevnih ali pa znanj, ki jih na trgu ni ali pa na trgu delovne sile ni ravno bilo možno zagotoviti. In s konsolidacijo in z novimi formacijami smo tudi pregledali, ali vsi pripadniki, ki bi morali imeti ta dopolnjena
te dopolnjene zahteve, te dopolnjene visoke standarde izpolnjujejo tudi te zahteve. Ugotovili smo pri nekaterih, da ne. In v zadnjih mesecih smo te pripadnike napotili na pridobivanje, na tečaje in usposabljanje za pridobivanje teh znanj. In ko bodo do konca leta pridobili vsi ta potrebna znanja, bodo tudi uvrščeni nazaj na specialistične dolžnosti in dobili tudi dodatke, ki jim pripadajo skladno z Zakonom o službi Slovenski vojski in uredbo. V tem prehodnem času, od 1.10. pa predvidevamo do 31.12. bodo pa na tako imenovani prehodni formaciji. To je bistvo prehodne formacije. Zakaj smo oblikovali prehodno formacijo? Zato, da lahko posameznike, ki teh znanj nimajo, uvrstimo v tem času na te formacije, jim omogočimo pridobivanje teh znanj in jih ponovno razporedimo nazaj. Jasno je, da za posamezne poklice, posamezne dolžnosti moraš imeti posamezna znanja. Tako je tudi v civilnem okolju in drugače ne more biti v Slovenski vojski. Od tod tudi pozivanje Sindikata vojakov Slovenije k neurejenim razmeram in kaosu. Če to lahko imenujejo kaos, če razvoj kaos, potem še nas čaka veliko kaosa tudi v prihodnje. Za zaključek bi poudaril, da so slovenski vojaki v dopoldanskem času v službi v uniformi in podrejeni vojaški disciplini, vojaškemu stroju, hierarhiji, opravljajo naloge skladno z zakonom, najprej skladno z ustavo, potem zakonom v službi Slovenski vojski in zakonom o obrambi in kodeksom vojaške etike. In se nam zdi, da je izbira takšnega načina izražanja v popoldanskem času članov Sindikata vojakov Slovenije, torej izbira uličnega dialoga za Slovensko vojsko nesprejemljiva in neprimerna, še posebej neprimerna v letošnjem novembru. Zagotavljam vam, da v Slovenski vojski ni kaosa, vodstvo Slovenske vojske ni ustvarilo razmer, ki bi narekovale potrebo slovenskemu vojaku, da nekatere zadeve, ki jih urejamo sproti, urejajo z uličnim dialogom, kajti v vojskah je jasen sistem vodenja in poveljevanja, ki ga tudi v Slovenski vojski v celoti in kakovostno izvajamo. Toliko, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. No, da, sindikat, ki ne doseže skladno z normativi 10% članstva v branži ali kakorkoli drugače, ne more biti reprezentativen. V preteklih mesecih je bilo z tega področja v Ministrstvu za obrambo veliko sestankov, veliko dialoga z omenjenim sindikatom. Mislim, da so dosegli dogovor, da so na Ministrstvu za obrambo, kjer tudi so na nek način partnerji v dialogu s sindikatom, uredili razmere tako, kot so se dogovorili na teh pogajanjih, na teh sestankih. Reprezentativnosti se ne da dobiti na silo, reprezentativnost se da dobiti s trdim delom in moje mnenje in mnenje vodstva Slovenske vojske je, da ne gre za člane tega sindikata, samo za člane tega sindikata, ampak prvenstveno za posameznike v tem sindikatu, ki bi seveda z različnimi načini delovanja lahko želeli doseči reprezentativnost. Če so izbrali pravi način z uličnim dialogom ali ne, to vedo samo oni in to vedo tudi poklicni in profesionalni pripadniki Slovenske vojske, ki očitno niso v tem uličnem boju ali pa uličnem dialogu najdli dovolj izzivov, da bi se temu sindikatu legitimno pridružili v večjem številu kot člani. Nekaj malega sem že pojasnil. Torej, s procesom konsolidacije procesne, ki smo jo pričeli že v lanskem letu in je šla v drugo fazo v letošnjem letu, smo v Slovenski vojski na novo uredili formacijo celotnega ustroja. Predtem je Slovenska vojska imela nekje okrog 15 000 vojaško-evidenčnih dolžnosti.
poenostavljeno povedano, nekje okrog 15.000 delovnih mest za 7.600 pripadnikov Slovenske vojske. Z natančnim ustrojem, kaj vojska, kot je NATO vojska in vojska, ki je vpeta v proces integracije v različne strukture potrebuje, smo ugotovili, da je pravilno, da zaokrožimo število formacijskih dolžnosti na manj kot 10.000. In da tudi za posamezne formacijske dolžnosti v okviru formacije, to je isto kot je v javni upravi sistemizacija, kjer je opisano, kaj moraš vedeti, kaj moraš znati, da lahko upravljaš določeno dolžnost, da tudi določimo, kaj od trenutka, ko smo šli v kompetenčni model, ki ga razumemo v Slovenski vojski, kaj vse moraš poznati, kakšen moraš biti, da lahko kakovostno upravljaš nek poklic, torej poklic profesionalnega vojaka, to smo predpisali v teh novih formacijah. Ker te nove formacije odsevajo potrebna znanja, ki jih posameznik mora imeti, in vsi v Slovenski vojski jih niso imeli, smo za čas, dokler jih ne bodo pridobili, oblikovali tako imenovano sporedno formacijo, na kateri so razporejeni tudi pripadniki v času izobraževanja, v času, ko so na mednarodnih operacijah in misijah, v času, ko so na različnih šolanjih, torej, ko mi poklicnega vojaka zaposlimo v Slovensko vojsko. On je v bistvu začetnik. Njemu ne moremo dati formacijske dolžnosti, ki jo bo opravljal, ko bo izpolnil vse kriterije za poklicnega vojaka. Je pa zaposlen in ta je razporejen na tako imenovano prehodno formacijo, vse dokler ne bo izpolnil vseh strokovnih kriterijev za upravljanje vojaka, poklica vojaka, specialista ali kakorkoli drugače. In ta formacija je ravno temu namenjena, da v času, dokler posameznik ne izpolni vseh pogojev, lahko opravlja naloge, se usposablja, je tudi napoten na dodatna izobraževanja in usposabljanja in je jasno, tudi zato dobiva plačo. Ne more dobiti tako visoke plače kot takrat, ko bo vsa ta znanja dobil in bo dosegel kriterije specialista. Naprimer, specialist na, ne vem, enem kolektivni oborožitvi, kot so spajki ali kakšnakoli druga orožja. Koliko je takih teh vojakov, ki so v tej prehodni? Na prehodni formaciji imamo trenutno manj kot 15% celotne stalne sestave. Torej, manj kot 15% je tistih, ki so zdaj razporejeni. Ampak tukaj sem ponovno poudarjam to, da so tisti, ki so na izobraževanjih, oni, ki so na različnih nalogah izven Slovenije, in tistih, ki niso v tem času pridobili ustreznih licenc za upravljanje takšne dolžnosti, kot je predpisana skladno z novo formacijo. Ja, če se izračunamo, če nas je 7.600, je to nekje številka jasna. Potne stroške izplačujemo skladno z uredbo vlade. Jasno je bilo že v preteklih tednih precejkrat povedano, da smo z novim standardnim operativnim postopkom natančneje uredili postopek za uveljavljanje nadomestila prevoza na delo in nazaj. Res je, da je v tem času, ko smo te nove določila, ki niso nova, ampak so natančnejša, uveljavljali, je prišlo do različnih tolmačenj, kaj bo ta nov SOP prinesel. Prinesel je samo natančneje urejanje načina obračunavanja za celotno Slovensko vojsko, še vedno ga pa obračunavamo skladno z uredbo vlade. Res je tudi, da smo v Slovenski vojski v zadnjem letu, ali pa leto pa pol, na resorno ministrstvo podali večkrat pobudo, da je upravljanje vojaškega poklica tako specifično, da bi bilo potrebno tudi prihod na delo oziroma nadomestilo za prevoz na delo in domov drugače urediti. Dali smo pobudo za način obračuna z znižano kilometrino, kar bi bilo enostavneje, pravičneje in bolj pravilno kot zdaj in tudi finančno bolj vzdržno. Žal smo pri tem bili premalo uspešni in je tako, kot je skladno z uredbo in dokler ne bo drugače, bo to ostalo tako, kot je.
Na misijah so plačani vojaki tako, kot je to skladno z zakonom in predpisi. Dodatki, osnovna plača je določena na podlagi formacije, ki jo imajo. Zdaj s to natančno tem dodatku v tem trenutku ne vem, kako je z obračunavanjem dodatka na delovno dobo oziroma kaj jim pripada, vem pa, da vsi ostali dodatki, ki sodijo na misijo, so obračunani skladno z uredbo, tega podatka pa v tem trenutku nimam, pa ga lahko ti posredujem kasneje, no. Nisem toliko v tem. Kaj pa glede tega? Glede, veste, kako se postavlja načelnik generalštaba, kdo ga imenuje, kdo ga predlaga, kdo ga imenuje. Po enakem postopku, kot je bil imenovan, je vedno bil tudi imenovan novi in verjamem, da pozivanje sindikata je lahko sicer všečno, ampak mnenja sem, da se na dolžnosti ne postavlja na način, ki ga izražajo sindikati in prepričan sem, da tudi tokrat ne bo tako. Hvala lepa.